Zelo sem navdušen, da ste se nam pridružili v 6. delu te serije Postati dinamičen duo. In to je zadnji del. Rečeno nam je bilo, naj podamo tudi nekaj izkušenj, pričevanj in bomo videli, kako bo to s tem šlo. Ampak prvo bi vas rad peljal na neko vrstico, ki mi je zelo pomembna, Rimljanom 5:8. In medtem, ko čudovita Božja ljubezen sije na Jima, nas hkrati poziva, da jo imamo tudi do naših soprog. Z drugim besedam, če Bog prebiva v nas, če ga ljubimo, potem vlada Bog namesto človek, potem živimo Kristusovo življenje v našem zakonu. In besedilo piše, dokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Torej, Jezus ni gledal na Jim Homberga in rekel, Jim, ko se boš poboljšal, ko boš vse lepo delal, ti bom pokazal, kaj je ta čudovita ljubezen. Jezus je rekel, pokazal ti bom to čudovito ljubezen sedaj, da ti dam motivacijo, da te pripeljem v ta ljubezenski odnos z menoj. In to naj bi mi isto storili tudi z našimi soprogi. Vsi imamo soproga in noben izmed nas ni popoln in nihče ni popoln, mož in žena. Tudi moja žena ni, čeprav potujeva po tej poti in rastejo vedno više in veliko bolj se ljubijo kot nekoč na začetku. Zato Bog pravi, če vidite napako v svojem soprogu, majhna ali velika napaka, potem pokažete svojo čudovito ljubezen sedaj, ker jim daje to motivacijo, da pridejo ven iz svoje napake, ven iz karkoli ta značajska pomanjkljivost je v življenju, da jih pripelješ više. In to je vaša ljubezen, to je vaša predanost k temu, to je ta razkošna ljubezen, da boste šli do njih, pred njimi in jim pokazali, da so vam pomembni in da so vredni in da so vredni umreti za njih. In to jih bo motiviralo, da rastejo. Ali ni to čudovito? Torej, ljubezen je razkošna na 3 načine. Torej, čez 3 različne kategorije bomo šli. Ekstravaganta je v ceni, ki je bila pripravljena plačati, ekstravaganta v času, ki ga je pripravljena zapraviti, in ekstravagantna v žrtvi, ki je pripravljena vstopiti v to žrtvo. Za vas. Torej, poglejmo si te 3. Prvo, kakšna je cena razkošne ljubezni? Če govorim iz svojega življenja, bom dal nekaj preprostih primerov. Naučiti se morate odstraniti vse ubijalce ljubezni v svojem zakonu. Kaj mislim s tem? To so to dejanja in besede, ki ubijajo ali pa poškodujejo ljubezen svojega soproga proti vam. V visoki pesmi 2. poglavje 15 piše, polovite nam lisice, male lisice, ki kvarijo vinograde. Čudovita izjava, kaj ne? Osredotočenost na sebe je največja lisica. Osredotočenost na sebe smo govorili v tem prvem delu. Z drugim besedam, sebičnost je največja lisica vseh. Ta se ne podreje Bogu, ampak jo vlada človek, namesto da Bog vlada. Tako sem jaz to zdaj razložil. Torej moram stopiti ven iz tega človeško vodenega v zakonu in vprašati Boga, Gospod, kaj naj naredim? Ta sebičnost pristopa v nas na 100 različnih načinov, potem, ko se poročimo. To prepoznamo, ko se na tiho preklopi in naša nevoljnost se žrtvovati za drugo osebo. Ko zaznate to, potem je to sebičnost, ki prihaja. Za primer, to bom naredil zdaj za zelo preprost primer. Sally in jaz pred približno 15 leti, 20 leti, Sally je čitala iz nekega kataloga za vrtnarjenje, ko smo bila še takrat v divjini v Montani. Ko smo bila tam zgoraj, v nacionalnem parku, ko smo gledali na Rocky Mountains, je listala čez ta katalog in njene oči so našle neko belo ograjo. Gledala je nekaj časa in imela vizijo, da je videla tam nekaj v kotu najne posesti, in si je predstavljala, kako bi tam izgledala. Videla jo je, kako tam spada. Torej, strgala tisto stran iz kataloga in jo postavila na mojo mizo s smejkotom.
želela je povedati, kaj ti misliš, a ne? Torej, jaz sem to pogledal, nisem bil ravno impresioniran, ker če bi živela v mestu, potem bi potrebovali za vrt kakšen ornament. Ampak tu imava pogled na Rocky Mountains. Torej sem si to pogledal, sem zraven narisal namrščega smajlja in dal na njeno mizo. In sem si mislil, ok, to je zaključeno. In leto kasneje je Sally ponovno gledala čez isti katalog, je najdla isto ograjico, dala 2 smajlje, narisala in dala na mojo mizo. In z drugimi besedami mi je rekla, lej, želim si, a si razumel, prosim. To mi je rekla. Torej, tokrat sem Sally vprašal, res hočeš to belo ograjo? In me je pogledala, dragi moj, res jo želim. Nisem vedel, da si je celo življenje, ko je še odraščala, da je vedno sanjala o tem, da bi imela belo ograjico. Pa sem rekel, to je moja logika, ne? Pri njej pa so emocije, pri meni pa logika. Sem rekel, ja, kam bo šla? Pa rekel, ravno tam. Tam pred rožice, dragi moj. To bi bilo tako lep poudarek našega vrta. Pa sem rekel, Sally, če bi živela v mestu, kot sem že rekel, v redu, ampak mi živijo tukaj v divjini. Tam imamo Rocky Mountains. To je veliko lepše od ograjice. Ta ograjica bi v bistvu, po mojem, ovirala ta pogled. Poleg tega bi moral še kositi okol, okopavati, obrezovati, zalivati. Jaz mislim, da ni smotrno, da dava tja ograjica. Torej sva prenehala s pogovorom, ampak vedno znova je prišlo to na plano. In znova in znova. Ne vem, če ste že doživeli to s svojo soprogo, ko se vedno nekaj vrača. Torej, Sally je pričela lobirati za pomembnost naše individualnosti. Rekla je, kakšen ugoden nakup je to. Rekla je, tudi v najn budžet to gre. In vedno si je želela belo ograjo. To je na zelo lep način vedno predstavila. Meni to sicer ni bilo logično. In nekega jutra, ko sem molil, sem bil na tiho pri Bogu, je Bog posredoval. Se spomnite, ko sem govoril, da Bog vlada in ne človek? In tako pri mojem jutranjem zahvaljevanju Bogu mi je Bog prišepetal, Jim, a je bela ograja nemoralna? No, seveda, da ni. Ali bi te okradla denarja? Ne, nič posebnega, ni tako draga. Ali je tako grda, da ne bi mogel z njo živeti? Potem sem videl, kam v bistvu to vodi. Mislim, da tudi vi vidite, kam to vodi. Mislim, da bi se vi že verjetno odločili še pred tem pogovorom z Bogom. In Bog me je vprašal, ali krši kakšen biblični princip? Verjetno ne, sem rekel. Potem je pa rekel, zakaj ne predaš tega, kar misliš, kar je logično, in kupiš ženi njeno ograjo? Torej, ali bo Bog vladal, ali bo človek operiral? In vi morate vprašati sam sebe to vprašanje. Pri vseh teh malih lisicah, ki se pojavijo v zakonu. Res si morate sami to odgovoriti. Moral sem se umisliti v Sallyne čevlje in razmišljati tako kot ona. In Bog mi je pri tem pomagal. Torej, bi se oklepal svoje sebičnega mnenja in nikoli ne bi živel čudovite ljubezni, ali bi pa izbral in cenil Sally nad svojim mnenjem. Ja, res imam svobodo mnenja in še vedno lahko imam pravo mnenje, ampak ali se bom dal pri svojem mnenju? Torej, ta mala lisica je mogla umreti, da je najna ljubezen lahko rasla. Če je karkoli pomembno vašemu partnerju in ne krši bibličnih načel, bi vam predlagam, da resnično razmislite, da to storite. Torej, kaj vam pravi Bog sedaj? To je zelo preprost primer najnega zakona pred 20 leti. Kaj vam Bog spregovarja? Ali vam v vaše misli sedaj daje kakšne ljubezenske morilce v vajnem odnosu? Ker jih je mnogo. In te morilce
moramo uničiti, ubiti in jih odstraniti. In se vprašati, Bog, kaj naj storim? Jaz sem takrat sam upravljal svoje življenjem, ker sem uporabljal svojo logiko, medtem ko sem zanemaril potrebo od celi. Za preprosto ograjico spredaj pred hišo. Verjamem, da ne gre za belo ograjico, ampak lahko gre za karkoli drugega, ker to se pojavlja v vsakem zakonu. Torej, če vas karkoli navdihuje, si zapišite, ker vas Bog verjetno želi spodbuditi. Prioritizirati sebe ali boste prioritizirali svojo ženo. Ta lisica je lahko komunikacija. Morda je vaš šibka stran komunikacija in to je pri tako veliko parih. Morda so to finance. Velikokrat za razdor zveze so dostikrat tudi finance. Lahko je vaš odnos do tega, da ne morete ali pa nočete. Morda ne gre za to, da ne boste kupili bele ograje, ampak da ne boste podredili svoje naravnanosti. Morda gre za kakšno navado ali pa življenjsko spremembo. Nekaj, kar vas iritira. Prejšnji teden sem delal z mladim parom, ki sta 3 leta poročena, 20 let stara. In on je zelo ekstrovertiran, ona pa zelo introvertirana. Torej, ko gresta na zabavo, ona ponavadi, kot so mu drugi povedali, da se preveč oklepa njega. Torej, on je bil z drugimi ljudmi in te so mu povedali, da se ga žena oklepa. In njej ni všeč, da se on ukvarja toliko z drugimi ljudmi. In morda je res priklenjena in introvertirana. Ampak, ko je prišel k meni, sem mu rekel, poslušaj, moja žena ima načelo, stojiva hrbet proti hrbtu in ne pustiva, da naj kdorkoli loči, ker naj jo Bog naredil ena. In če vam ljudje pravijo, ki pravijo negativne stvari glede tvoje žene, da se preveč drži, se moraš nazaj vrniti s hrbtom k ženi, potegniti ven meč in se bojevati proti takemu ločevanju, ki prihaja od zunaj. In ravno sem dobil sporočilo, kjer je ona napisala in je navdušena in jo je odprlo kot ena mala rožica. Ni ga koštalo veliko, ampak to je postalo kot neka ločilnica v njenem zakonu. V Jozue 24:15 piše, izberite danes, komu boste služili. Seveda, ja, služimo Bogu, ampak pri njih se moramo tudi vprašati, ali bom se potegnil za mojo soprogo, ali bom pustil, da ljudje postavijo za gozdo med nami. Kaj se bomo odločili? Torej, pri tisti zgodbi z belo ograjo, vzel sem tisto brošuro iztrgano stran, sem mi napisal, kupi in ljubim te in smeškota. In tako je ljubezen zmagala v najnem zakonu. In najn zakon je neustavljiv. Ne zaradi bele ograje, ampak zdaj, ker sva pripravljena živeti razkošno ljubezen tudi v malenkostih. Ste tudi vi? Iskreno sedaj. Vprašajte ženo ali moža, naj si zapiše, kakšne male lisice vas motijo. Morda jih je 10. Napišite morda za začetek samo 2, da ne bi bilo preveč. In pričnite ubijati te lisice. Znebite se jih svojih zakonov. Sedaj pri 74, 50 let poročena, ni malih lisic v najnem zakonu. Ni jih več. Čudovito je. Čudovito. Ampak to vas bo kostalo. Pripravljeni morate biti se spoprijeti s temi lisicami in ne odlagati, ker vsak dan izgubljen se ne bo vrnil. Druga točka. Ljubezen je razkošna, dokler smo pripravljeni dajati. Vaš zakon mora postati prioriteta. Obstaja proces erozije v tem svetu, ki je realen in vedno nas izčrpuje in prihaja na mnogo načinov. Nekoč je to bilo zame, so bili moštvo Green Bay Packers, ker sem rad gledal fuzbol. Ko sva se poročila, sem gledal rad bi, torej Sally je neko nedeljo prišla do mene in rekla, a lahko greva na sprehod in pogovor. In sem rekel, ne, zdaj gledam to tekmo. Ona je pa želela iti na pogovor, imeti neke komunikacije, se pogovarjati z roko v roki, da mi pove, kaj ima na mislih, morda kakšna lisica ali kaj podobne. Pa sem rekel, ne, bova že v ponedeljek to naredila.
Tako je Sally prišla do mene v ponedeljek in potem smo imeli fuzbal v ponedeljek. Kaj delam? Ali je fuzbal bolj pomemben kot moja žena in komunikacija z mojo ženo? In to je bilo neprestano v najnem zakonu. Ta lisica športa, ko uživaš v fuzbalu, je to resnično bolj pomembno kot moja žena. Če to dava na tehtnico in pretehtamo, v mojem zakonu je fuzbal pretehtal mojo ženo in to je vedela. Zato me je preizkušala. Jaz sem se torej naučil reči ne. Če bi radi to delili v nedeljo, fuzbal, me fuzbal ne bo držal. Nima več moči nad menoj. Ali nad mojo največjo prioriteto, kar je žena. In fuzbal je nekje daleč spodaj. Za večino mož pa je to nad otroke in ženo. In to prepoznajo. Kaj vam Bog spregovarja sedaj? Se boste podredili Bogu? Se boste znebili teh lisic? Jaz vam ne govorim, da se znebite fuzbala, ampak to sem povedal samo kot ilustracijo v mojem življenju. To mi je Bog povedal. Jaz nisem Sveti Duh, to vam bo povedal Bog. Kaj so te vaše lisice? Jaz samo delim iz svojih izkušenj, primerov. Torej, ko sva se preselila na te gorovje Montane in najmlajši sin je ravno zgradil gugalnico in obesil jo med dvema drevesoma. Ženi pa sem rekel, da bom vsak dan namenil nekaj časa za guganje. To okoli poldneva. Torej, od poldneva do enih se je lahko usedla tja gor in sem jo poganjal in sva čvekala. Jaz je takrat nisem prekinjal in to je bil čas za njo. Nekega dne sva sedela na gugalnici in prišel je prijatelj, se pripeljal in prišel pred hišo, ker je bila gugalnica in je rekel, govoriti moram s tabo in sem ga pogledal uro. Rekel sem 12:10, jaz sem rekel, zdaj sva ravno ženo. Bom 12:30, lahko greš v hišo, si natočiš vodo in pridem k tebi čez 20 minut. In me je pogledal. Hej, tukaj sem. Pa nam zdaj 20 minut čakam. In pa sem pogledal prijatelj in sem rekel, poslušaj, ti si poslovnež. Če imaš klienta v pisarni in pride drug klient, nepričakovan, ali skenslaš prvega klienta in drugega daš pred njega? Ne. Torej me je pogledal, se sem te že slišal, da si to pridigal, ampak zdaj pa to doživljam. Je šel v hišo, si natočil kozarec, šel na verando in naj jo gledal in me gledal in z glavo stresal in mislil, ti res to živiš? Res boš zavrnil čas z mano za ženo? Ja, res je. Zato, ker morate obvladati svoj čas. Skupaj. Ker hudič ga želi ukrasti. Ne glede na to, zakaj se gre. Lahko gre za prijatelja, za delo v cerkvi, za karkoli. Hudič bi rad uničil vaše glavne prioritete. Zato se morate odločiti, kar je dobro, boljše, najboljše. Kaj je najboljše? To, da komuniciram svojo ženo in ji dajem priložnosti, da deli njen dan z mano. In ona se zelo veseli tega. Preprosto lahko čveka. In ve, razen če gre za nujnost, potem prekineva, se kdo kaj polomi ali kaj podobnega, zdravje ošepa. Če pa ni nujno, potem pa pojdi v hišo in si nali kozarec. Sedaj sem svojo kraljico. To je razkošna ljubezen. Ne gre za veliko stvar, ampak to je tak velik trn v mnogih zakonih, ki jemlje prostor v naših življenjih in nam krade prioritete našega zakonca. Pri meni je to bil šport, kot sem že rekel, fuzbal, novice. To mi je bilo bolj pomembno, da poslušam vse te smeti, ki se dogajajo po svetu, ne pa moja žena. Za mnoge danes je to internet, morda televizijski program, ali brezvezni telefonski klici, SMS-i, socialni mediji. Spominjam se, ko me nekoč nekdo poklical iz enega koledža, so želeli, da predstavim serijo teh predavanj in so imeli nekega psihologa na koledžu, ki mi je rekel, veš sporočilo, ki ga imaš za študente, želimo, da govoriš o socialnih medijih. In v tej točki življenja, jaz še nikoli nisem bil na socialnih medijih, nisem niti vedel, kaj Facebook je.
ali kaj podobnega. In sem rekel, zakaj ne govorim o tem? Zato, ker uničuje to življenje naših študentov. In sem rekel, res. Torej, šel sem do prijatelja, ki je na Facebooku in sem ga vprašal, če mi posodi njegov račun. In tako sem si vzel pisalo in papir in sem cel dan porabil na socialnem omrežju. In uporabil sem njegov račun. In sem si napisal vse, kaj se dogaja z menoj, kot to delam. In ko sem končal, sem si mislil, poklicati moram nekaj ljudi na teh socialnih medijih, ker imam nekaj vprašanj za njih. Ker če grem do študentov in jim dam sporočilo, ker oni nakladača zavohajo že iz kilometrov, torej sem se mogel prepričati, da vem, o čemu govorim. Poklical sem to eno gospo, ki je bila krščanska, zelo iskrena in vedel sem, da mi bo povedala resnico. Sem jo poklical in rekel, bil sem na socialnih medijih in šel sem sicer iz prijateljevega na tvojega račun in sem videl, da imaš 365 prijateljev. Ja, super. In te lahko nekaj vprašam. Pa rekla, kaj boš vprašal? Sem rekel, ja, a je to res pomembno? A ne boš iskrena z menoj? Potrebujem vedeti, potrebujem nekaj odgovorov. Tako da sem jo vprašal nekaj vprašanj. Kdaj greš na tvoj socialni medij? Rekla, Homberger, ne želim tega odgovarjati. Ja, pa rad bi vedel, da vem, kako se odzvati tem študentom. Prvo, ko se zbudim, grem na socialne medije. Pa sem jo vprašal, prva stvar, preden greš Bogu? Rekla, ja. Kdaj pa to storiš? Rekla je, da svoj računalnik si vzame in sedi na naslovnjaču. In kaj tam počneš? Kaj iščeš? Kaj potem delaš na temo? Ti moram povedati, Homberger? Ne, ni mi treba povedati. Rad bi vedel, sem rekel, ker jaz nisem na socialnih medijih. Sedaj sem, imam svoj račun in kaj objavljam, duhovno sporočilo in to je vse, za kar sem na Facebooku. Ona pa je rekla, jaz pa gledam za mojimi bivšimi fanti. Kaj? Rekla je, ja. Zakaj pa gledaš za tvojimi fanti? Ja, rada bi videla, kakšni bedi so. In sem se vprašal, kaj, kako? Torej vidite, pod črto je to, da ona je tipična, da narobe postavlja svoje prioritete. Kaj počnemo ljudje? Kaj vam Bog spregovarja sedaj? Vem, da mnogo ljudi, ki gredo skozi nekoristne socialne obveznosti, ampak vseeno grejo skozi njih. Imajo odgovornosti v cerkvi, ki se končajo v nič. Nič se ne spremeni. 10-20 let počnejo isto in nič se ne spremeni. Ali pa imajo obveznosti v službovanju in nikogar to ne spremeni. Kaj počnemo? Preveč posvetnega uspeha. To je bilo v mojem življenju. Moral sem zmanjšati svoj uspeh, zato sem lahko porabil več časa s svojo kraljico. Analiziral sem svoj čas in svoje prioritete in prišel do tega. In to je na najni spletni strani. Poglejte si spletno stran. Boste videli prioritete. Eno, moram imeti enost z Bogom vsak dan v življenju. Moram se povezati z Bogom. Ne samo, da nekaj preberemo v Bibliji, ampak govorimo o praktični aplikaciji, o tem, da je Bog prisoten v mojem življenju vsak dan in da se odzivam na to prisotnost. Ja, to je številka 1. Jezus je rekel, da samo od sebe ne morem storiti ničesar. Če Jezus ni mogel nič storiti brez prisotnosti Boga, kaj pa šele Jim Homberger, kaj pa vi? In mnogo nas se zanaša na našo znanje namesto na izkušnje z Bogom. Skozi vsak dan, ko hodimo z Bogom, ko nas On vodi. To je številka 1. 2. Moram imeti nevzdržen zakon. Nevzdržen zakon, v dobrem smislu. To je druga prioriteta, ki ne želim, da karkoli pride vmes, tudi fuzbal. Sporočila se mogo pustiti. Socialne obveznosti, cerkvene obveznosti se mogo dati na stop. Dokler moj zakon ni bil postal prepričljiv, da bi imeli povezano družino. Moj Matej in Andrej sta prioriteti, še vedno sta danes, pri 40, še vedno sta top prioritete. In tretja točka, da bi živel preprosto življenje. Ker če ne bi živel preprosto življenje, potem ne bi imel čas za te prioritete. Moral sem razkomplicirati svoje življenje. Nisem potreboval
5 avtomobilov. To mi komplicira življenje. Ne potrebujem televizije, to mi komplicira življenje. Življenje sem moral pripeljati dol na minimum, da sem lahko se koncentriral na to prioritete. Hkrati pa ne bi vse ostalo tudi samo pri tem, da uredimo svoje družine in zakone in potem živimo nekje v belih oblekah in čakamo na Kristusa. Ampak naj bi se s tem tudi dotaknili tudi življenj drugih, da pomagamo drugim, da tudi najdejo to, kar smo mi najdli. Ko sem torej napisal prioritete, mi je to dalo vedeti, kaj je vredno mojega časa, moje pozornosti, moje energije in mojih talentov. In hkrati mi dovoljuje, da rečem ne stvarim. Sedaj sodelujem z mnogo ljudmi, 1 na 1. Pred kratkim sem imel mladega moža in problem v njegovem zakonu je bil to, da ko pride domov, je v vseh teh igrcah. Jaz nikoli nisem bil v igrcah. Nikoli jih nisem igral. Ampak njegova žena pravi, da porabi ure in ure za igrce. Celo preskočil bo kosilo, ne bo porabil nič časa ženo. Trn v njunem zakonu so bile vse te igrice. In z njim sem delal približno 2 leti in nikoli tega ni odložil. In sem mu rekel v eni točki, ko se usedeva z avto in se bo odpeljala k tebi domov, bova vzela vse tvoje igračarske naprave in jih bo pripeljala k meni domov, jih naložila v kariolo, dal ti bom macolo in potem jih boš vse uničil. In Biblija pravi, ne strežite mesu. To je za njega bil malik. Ja, res je. Vprašal me je, če sem resen. In sem rekel, seveda sem resen. O tem govoriva že 2 leti v tvojem zakonu in še vedno je to trn. Čas je, da ukrepava in se znebiva tega trna. Te lisice v vajnem zakonu. Vse te igrice, brezvezne igrice, ki uničujejo tvoj in tvojo duhovnost in tvoj zakon. Sem mu rekel, če ti nisi dovolj močen, potem ti bom jaz pomagal. Ampak jaz ne bom uničil te stvari. Macolo bom dal tebi v roke. Ko sva prišla do hiše, dala v kariolo, macolo sem mu dal in on je rekel, naj jaz storim. Jaz sem pa rekel, ne. To moraš pa storiti. To ne more biti Jim Homburger, ki uniči tvoje malike. Jaz ti lahko pomagam kot prijatelj, ker si šibek, ampak ti veš, da potrebuješ, da moraš to storiti. Rekel je, da je vložil na $1000 v vse te reči. Sem rekel, vse, kaj ti je vredno tvoj zakon? Ali pa kaj ti je vredno hoja z Bogom? To uničuje tvojo družino. Mnogo ur porabiš na temu, na te reči. Vžel ta macolo in razbil tiste reči in tega ni več v njegovem zakonu. In sedaj ima več časa za ženo, več časa za otroke in več časa za Boga. Kaj je lisica v vašem zakonu? Storite. Veliko potujem in se pogovarjam tudi s pastorji in slišim, kako njihovi zakoni in družine razpadajo, ker so fokusirani na dihanje službovanja, ne pa na globino njihove izkušnje. In mnogo pastorjem povem v službovanju, tudi, ne samo pastorjem, ampak tudi vsem ostalim. In povem zgodbo Mojzesa. Bog je poklical Mojzesa za eno izmed največjih del kdajkoli. Naj bi šel nazaj v Egipt in pripeljal ven Božje ljudstvo iz suženjstva. 40 let treninga je sedaj Mojzes poklican, da gre nazaj v Egipt in na poti nazaj v Egipt ga Božji angel ustavi, potegne ven meč in reče, Mojzes, če še en korak narediš naprej, imam navodila iz nebes, da te ubijem, ker si nekaj izpustil nedokončanega v svojem domu. In to je 2. Mojzesova 4:24. Sami si preberete. Torej, Bog bi ubil Mojzesa, ker ne moreš misionirati navzven, dokler nisi misioniral oziroma vse opravil doma. Kaj vam Bog spregovarja sedaj? Ste bolj vključeni v navzven, obrobno, kot ste na notranje? Sally in jaz imava pregovor, da se ne koncentrirava na širino, ampak se koncentrirava samo na globino. Torej, če globina štima, potem bo Bog poskrbel za širino.
In tako, če želite razširiti svoj outreach, morate povečati prvo svoj inreach in to se začne pri zakonu, pri družini. In če to ne štima, kako lahko Bog blagoslovi vaše misioniranje? Zato mnogo cerkva razpada, ker vodstvo v cerkvi ne obstaja. Ko sem se prvo preselil sem v Južni Kolorado, je pastor cerkve prišel do mojih vrat, ker nisva hodila v cerkev, in je potrkal na vrata, pozvonil in rekel, jaz sem vaš pastor, smem vstopiti? In rekel, pridite no. Sem slišal, da ste se preselili sem. In vem, da še niste bili v naši cerkvi. Potrebujemo vašo pomoč. Vsak zakon v moji cerkvi je disfunkcionalen. Bi prišli in nam pomagali, prosim. In to je bil pastor, ki je to rekel. Da je vsak zakon, tudi njegove starešine, so vsi disfunkcionalni. Ni čudno, da cerkev naraste. To je sporočilo prvega angela. Demonstracija Božje slave, ki deluje v vas. Tako sem jaz odstranil vse, kar je dobro v mojem življenju, da sem se lahko koncentriral samo na najboljše. In to je najboljše, da imam enost z Bogom in da imam skozi dan povezano družino in neverjeten zakon. In potem, da lahko dosežem druge ljudi. Tako imam veliko bolj polno življenje in bogat zakonski stav. In še nekaj. Ne želim, da se vam smilim, ker nimam teh igračk in igrc, ker ne gledam fuzbala ali pa kaj podobnega ob nedeljah. Naj se nikomor ne smilim, ker sem zaljubljen. Pri 74. Ampak to košta. Ste pripravljeni se plačati za to? Znebiti se morate vseh lisic. Torej, 3. točka. Razkošna ljubezen se meri glede na žrtev, ki ste jo pripravljeni vložiti. Božje načelo nas usmerja na to, da se osredotočimo na naše zakonca. Bog se vsak dan osredotoča na mene, vsak dan. Če se on in jaz naj bi bil poročen s Kristusom, ali naj ne bi potem tudi mi sledili temu načrtu? Vzorcu. So časi v najnem zakonu, ko so naloge moje žene preobremenilne. In vidim svojo ženo, ker sva oba dva vklopljena v službovanje po vsem svetu, to lahko človeka požre. In včasih čas moje žene je zelo naporen. Zato me Bog poziva, da naj dvignem likalnik in da zrihtam perilo, ker je ona utrujena. Pospravi kuhinjo, pomagaj ji na vrtu, pomagaj ji pleti, pomagaj ji saditi, karkoli pač je. Olajšaj ji njena bremena, karkoli je potrebno. Stori. Kaj vam Bog spregovarja? Meni je bila pomembna, ko sem se z njo spoznaval, takrat bi vse storil za njo. Plaval bi največji ocean, splezal na najvišjo goro, vse bi žrtvoval. In tega danes, ko sem poročen, ne bi več storil? To je bolno. Ja, to je izgubljena ljubezen. To ni razkošna ljubezen. Ko me žena vidi, da se žrtvujem za njo, tudi za te male stvari. Niso velike stvari, ampak so male stvari. Ampak ona, ko to vidi, potem to priveže njeno srce na mojega. Torej, kaj vas Bog spodbuja, da bi se vajni srci skupaj povezali? Storite to pred Božjim delom, pred fuzbolom, pred igrcem, karkoli že. Vse, karkoli je napota. Pri meni je ta reč takoj pod povezavo z Bogom. To je tako resna stvar. Torej, moja Sally se tudi žrtvuje za mene. Ona gre z menoj skakati iz padala. Odletela sva 3000 metrov visoko in tukaj moja preprosta Sally, ki si tega sicer ne želi, ampak je skočila ven iz letala. 3000 metrov. In tako je z mano skočila ven. Tudi potapljati se je šla z mano. Vedno sem si želel potapljati z morskimi psimi. In ona je šla z menoj. 10 metrov pod zemljo, pod vodo. Ja, to je moj sen. Je to njena sposobnost? Ne. Tudi skanujem gre rada z menoj. Jaz rad raziskujem kanadske divjine. Skanujem. Rad grem maja in samo raziskujem. In ona gre z menoj. Vse raziskuje z menoj. Tudi z nahrbniki potuje z menoj. Aktivno je v vseh mojih interesih. Ne zato, ker je to naravno vleče, ampak zato, ker je pomembno meni. To pomeni, ko Bog pravi, da dva postaneta eno. Torej, če je pomembno meni,
Ona pa si poželi, da grem z njo nakupovati. In jaz sovražim nakupovanje. Res, to sovražim. Ampak ona želi, da grem z njo. Ker želi moje mnenje o obleki. Če bo dobila seveda 2 prsta navzgor, zdaj, ker bi na koncu rada zadovoljila mene. Jaz pa se dolgočasim pri nakupovanju. Ampak grem z njo, ker je pomembno njej. Res bi morali žrtvovati te male lisice za naše soproge. In to ohranja ljubezen pri življenju. To govori glasneje kot pa besede. Spominjam se, kako je nekoč prišel prijatelj, je odložil svojo ženo pri seli v hiši, jaz pa naj bi šla čez dan ven, one dve pa naj bi stali skupaj. In tako, ko sva vstopila v kuhinjo, sta one dve bile tam. In jaz sem šel do žene, kar je tipično zame, jo objel in lep poljubček na ličko in sem rekel, da ljubim in potem sem šel. In to je čist normalno za naj. In potem sem odšla, sem mi dal objem in poljubček, sem rekel, ljubim te, in potem sem gledal mojega prijatelja in ženo. In ona je stala zraven njega in bila pav. In si mislila, a boš ti tudi, no, zdaj sem pa jaz na vrsti. In on je šel samo mimo nje. In je rekel, ljubim te. In šel z menoj ven. Ko smo šli v avtu pa razmišljam, če bi jaz bil na njenem mestu in če bi mi on samo rekel, samo ljubim te, in to je to, brez objema, brez ljubčka, brez nič, bi me bolelo, bi bil prizadet. Torej sem molil, to vedno storim preden grem z njim. In Gospod mi je rekel, ponovila bova vajo. In ga pogledam in mu rečem, ko pa je to ponoviva vajo? Narobe si razumel, prijatelj. Ne moreš kriti svoj dan in da je tvoje žene duša ranjena. Si videl njen obraz, ko sem dal moji ženi objem poljubček, ti pa si šel samo mimo nje. Kaj misliš, da je v njenem srcu? Danes bova ponovila to vajo. Oba dva. Ne rabiš tega storiti, če nočeš, ampak šla bova nazaj noter, ker si tako lesen pri tem, da ljubi ženo, ampak vse, kar moš narediti, je sam ponavljaj za menoj. Ok, rekel. Šla sva nazaj noter in ženske so naj gledale. Sem rekel, draga moja, pridi sem. Seli pride in jo vzamem in jo predklonim zelo romantično in leži v moji roki in potem ji dam zelo velik poljubček in rečem, ljubim te. Potem me postavim nazaj, potem pogledam mojega prijatelja, no daj, si mislim, sedaj pa ti. In on je ponovil. Njegova žena, ta hladno ramo, ki je prej imela in osramočen obraz, sedaj po tej akciji, ko je poljubil in objel in je povedal, da jo ljubi, je bila kot sveča, ki se je prižgala, resnično. Kaj ga košta? Lavja, ljubim te? Ali pa, da je resnično daš vedeti, da jo imaš rad in da si mu pomembna. To je žrtvovanje. To je Bog storil na Kalvariji. Ni rekel, ljubim te, rad te imam. Ampak predklonil se in pokažal svojo ljubezen za mene. Vse je žrtvoval za mene. In to mi pove, to, kar me privlači pri Jezusu. Torej, bodite pozorni, da pokažete svojim soprogam, da jih ljubite. In veste kaj? Oni bodo izboljšali vaše življenje. To je bilo sporočilo. Zadnjič, njen input izboljša moj iznos. Torej, kaj vam Bog sedaj spregovarja? In dva postaneta eno meso. Matej 18:5. 3 vprašanja imam za vas. In s tem bomo zaključili. Prvo vprašanje je to. Bi vaša soproga rekla, da je vaša ljubezen razkošna? Vprašajte jih. Nekoč me je vprašal doktor, ki ima predavanja na koledžu, mentor. Sem ga vprašal, naj gre domov in vpraša to svojo ženo, če obstajajo kakšne bodice v zakonu. Jaz sem sicer vedel, kaj bo rekla, ampak ni hotela reči, ker je obstajal ta trn. On pa tega ni vedel. Torej bi vaša soproga rekla, da je vaša ljubezen razkošna, tako kot je Jezusova ljubezen razkošna do nas. Odgovorite na to vprašanje. In vem, da večina bo rekla, da ne.
potem storite nekaj za to. Druga stvar, kdaj boste upravili z temi ubijalci ljubezni v zakonu? Jaz sem mogel prenehati s športom. Bog je Jim Homburger, ne more več gledati fuzbala, kot Bog je. Ampak sem pa zaljubljen. In nobenih trnov ni več v mojem zakonu, kar je boljše. Kaj so torej lisice v vašem zakonu? Jaz vam ne govorim, kaj morate storiti. Jaz samo delim z mojih izkušenj. Kdaj se boste lotili teh lisic? Ubijalcev ljubezni. Veste, da obstajajo. Tudi Božja milost je tam, ki je z vami in ona vas bo usposobila. Spregovarja vam. Torej, ali vas bo Bog vladal, ali pa boste sami se menedžirali. Tretjič, kakšne žrtve želi Bog od vas, da jih podelite? Ja, splača se. Prijatelj se je mogel ločiti od igrc. $5000 je zapravil v tem. In kaj pa? Mala zamenjava za dober zakon. Torej, kakšno žrtev Bog želi, da jo storite? Bil sem z nekim mladeničem prejšnjič in rekel je, imel problem s pornografijo, je uničevala njegov zakon. Torej sem bil dan z njim in en dan sem mu rekel, kdaj to počneš? Pa rekel, jaz to delam na iPhone. Znebi se iPhona. Kaj? Sem rekel, ja, znebi se telefona. In kup si unga, ta prvo Nokio, tako da lahko sam message pošiljaš in lahko kličeš. Tako da ni interneta, tako da ni mogoče grešiti. In me pogleda, vi ste resni tem? Ja, seveda sem resen. Torej, kakšno žrtev pričakuje Bog od vas? Ni zakomplicirano, ampak to vse stane, da lahko postanete dinamičen duo. In ali ste vi pripravljeni plačati to žrtev? To je vprašanje. Naj vas Bog blagoslovi, da bi plačali to žrtev.